Kaj vas čaka do konca tega koledarskega leta? No, takoj po ustanovni seji bomo pričeli z sestavljanjem osnutka proračuna. Moram priznati, da v tem trenutku še nimamo znanih vseh relevantnih podatkov za sestavo, kajti kot vemo, je vlada še pred nekaj dnevi sprejemala neke odločitve, kar po vsej verjetnosti pomeni, ne po vsej verjetnosti, zagotovo pomeni znižanje prihodkovne strani proračuna in potem bomo videli, kaj bomo lahko s tem denarjem naredili v prihodnjem letu. Se pravi, predstavitev proračuna in pa prvo branje v tem koledarskem letu in pa na novembrski seji bo potrebno še sestaviti vsa delovna telesa občinskega sveta, vse odbore, kar bo zopet vzelo nekaj časa, tako da jaz pričakujem, da bo proračun pod streho na januarski seji, to se pravi tam nekje okrog 25. januarja. Česa se boste najprej lotili? Po samem programu v bistvu imamo v tem koledarskem letu še naloge, da najprej saniramo vse plazove, kar še jih imamo za posanirati, da zagotovimo normalno prevoznost pred zimo, da poskrbimo za to, da bodo javne poti v zimskem času normalno vzdrževane in kajti pogodbe so potekle, je potrebno obnoviti razpise za javne poti. V vmesnem času pa seveda zagotoviti, da v primeru kakšnega sneženja, da ne bo kakšnih presenečenj. Potem pa seveda v naslednjem letu je najprej potrebno nekako prodreti z našo vlogo za pridobitev kohezijskega denarja za izgradnjo sistema vodooskrbe, kjer pa nažalost državna ministrstva nekako kasnijo, tako da je praktično prvo leto finančne perspektive 2014-2020 že izgubljeno in pa naslednja naloga, da pridobimo zeleno luč za izgradnjo protipoplavnih nasipov na območju Mlač in pa Zbelovega. To so tiste prve naloge, ki se jih moramo lotiti, seveda pa še kup drugih rednih opravil, za katere pa tudi sem prepričan, da bomo zmogli toliko inovativnosti, da bomo prodrli v tem našem labirintu birokratskih preprek. Kako daleč ste z izbiro oziroma imenovanjem novega podžupana? V bistvu se do ustanovne seje še sploh nismo ubadali s tem. Po vsej verjetnosti pa da bomo v naslednjih dneh, tam do 15. novembra, opravili določene razgovore, na osnovi tega pa bomo potem po vsej verjetnosti do naslednje seje tudi že imeli podžupana. Začeli iskati pri največji svetniški skupini? Običajno je tako, ja, ampak kot sem rekel, nismo se preveč ubadali še s tem, tako da niti nekih resnih pogovorov še nismo imeli.